see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. No, tole, kar ste videli, je bilo posneto v Tuniziji. Tunizija od vseh arabskih držav, ki sem jih kdaj obiskal sem pa že kar več kot polovico teh držav, še najbolj nekako, kaj bi rekel, civilizirana, kultivirana, ljudje so najbolj nekako pošteni, pa najbolj podobni temu, čemu smo mi navajeni. Najhujši so pa, kar se tega tiče, v Maroku, saj od tega, pa tudi v Iraku so precej hecni. No, kakorkoli že, tam v Tuniziji so pač podobno kot vsi Arabci, precej zagrizeni muslimani. Ne kradi je pa podobno kot v krščanstvu tudi ena od glavnih muslimanskih zapovedi, tako da niti ni kakšnih hujših nevarnosti, da bi ti kdo kaj ukradel. Seveda so nevarnosti tako kot povsod, no, ampak mogoče ne tako zelo, kot pa na primer na Filipinih ali pa v Peruju ali pa kje druge. No, vas bodo tudi okradli, če ne boste pazljivi, če boste kje daleč potovali, in zaradi tega vam bom danes povedal par stvari, kako se proti temu varujte. Tole, kar imam na sebi, se imenuje po slovensko money belt. Kako bi se to res po slovensko imenovalo, sploh ne vem. Dobesedno denarni pas ali pa denarnica na pasu, ali ne vem kaj je že. Predvsej popularna zadeva, se večina od vas tudi nosi tole, kadar se vam ne ljubi kakšne torbe sabo vlačiti. No, takle money belt sta imeli dve naši sopotnici pred 2 letoma na Siciliji in tja grede smo peljali se celo noč, kot sem vam enkrat že pripovedoval, do Rima. In zjutraj ste se zbudili sicer lepo nespani, ampak nekaj je manjkalo jima za pasom. In potem ste ugotovili, oziroma mi smo jima pač povedali, da če že imajo pri sebi denar, potem bo prihodnjič bolje, da srajco potegnejo čez, če že ravno nameravajo s tem spati. Ker če se uležejo na sredi hodnika, to je bilo na hodniku namreč, in potem tale money belt dajo na vrh, potem bi verjetno kar precej visoka verjetnost, da jim bo kdo enostavno prerezal ta money belt ali pa odpel, ker ta zadeva se zelo enostavno odpenja. No, če hočete biti malo bolj varni, si vzemite kaj takegale. Tole sem jaz kupil na svojem prvem potovanju v Indijo pred 100 leti. Zgleda takole nekako, malo že plesno, bogi revež, ga moram enkrat malo z globinom zbiksati. No, zadeva je takale. Tole tukaj skozi potisneš svoj pas in potem nosiš ali rahlo spredaj ali pa ob strani. In v tem primeru je tvoja varnost malo večja. Na drugi strani je res, da se čisto enostavno odpira in če ne boš pazljiv, ti bo kdo to odprl pa lepo sunil ven tisto, kar je noter. No, meni se to ni zgodilo, pa sem celo pot iz Indije, več kot približno mesec in pol, nosil na sebi, pa mi nihče ni nič ukradel. Je dovolj velika še celo za stari jugoslovanski pasoš, za novega slovenskega pa sploh. Pa seveda denar se da spraviti noter. Dobro je, da ima tale notranji žep, ker tukaj recimo zadaj lahko daš velike bankovce, spredaj pa take stvari, ki jih bolj pogosto nosiš s seboj. V tale del, tle imaš še en takle pas, tega pa še dolgo nisem videl, semle gre pa kakšen nož. Čakajte, se tamle imam enega s seboj. Nož je koristna stvar, ker če te kdaj kdo hoče napast, tudi če se ne znaš tebi z nožem, če drugega ne, dobro je, da ga saj prolečeš ven, pa malo zagroziš z njim, ker kakšen bolj naiven napadalec, tega sem tudi dobil na Camel Trophyju, se bo ustrašil, ko boš prolekel takle nož in te bo potem pustil pri miru. Poleg tega pa nož, veste, da je koristna zadeva in se uporablja za rezanje kruha in mazanje paštete, pa še marsikaj takega, kar se pa zgodi na potovanju. Pa še to je dobro, da ima tole vzmet tukaj. No, ta nož gre ravno lepo semle noter in če boš v nevarnosti, potem boš pač ta nož, ne gre noter, malo prevelik je, čoveki. No, za silo. Recimo, da gre, no. Vsak način dobro je, da ga imaš čim bolj pri roki, da boš v primeru napada lahko čim prej prišel do njega.
Tako. No, ampak to še vedno ni tisto, kar vam priporočam, da boste videli, kaj je tisto, kar vam priporočam, imam po sabo tele svoje kavbojke. Namreč, kakšen je zdaj najboljši način varovanja? Tisti denar, ki ga imaš s sabo, je najbolje, da ga imaš na 3 koncih. Če ste že v službi, pa imate kreditno kartico, je tako stvar precej dobro imeti s sabo za primer, ko vam zmanjka denarja, pa na ta način se potem zavarujete. Če jo nimate, lahko vzamete s sabo evročeke ali pa potovalne čeke, kaj natančnejšega mogoče kdaj prihodnjič, lahko pa tudi zveste v vaši banki. Če boste nosili s sabo samo gotovino, in jaz zadnja leta nosim samo gotovino s sabo, potem jo boste morali pozavarovati. In sicer tako, da en del tega denarja nosite v nahrbtniku, takrat, kadar ste zraven, kadar ga pa kje pustite, takrat ga nikakor ne puščajte denarja noter. Razen, če ga pustite na železniški postaji, recimo tam, kjer se pušča prtljaga, tam je ponavadi kar precej varno. Ne bom vam rekel, da vam to svetujem, no, ampak na lastno odgovornost se pač odločite, ali boste to naredili ali ne. Drugi del denarja naj bo v vaši torbi, kakršnokoli pač že imaš s sabo, recimo, da je to ročna torba ali pa taka za čez ramo, recimo takale, moja že precej boga in že precej utrujena. Mimogrede se moram pritožiti, v Ljubljani že dolgo časa iščem kakšno novo, pa ne dobim nobene primerne. No.